Tokrat v občinskem informatorju. Ptujski svetniki dvignili ceno oskrbe z vodo. Pokopališče Pobrežje s kulturno in turistično dimenzijo. V UKC Maribor postali telesno in drugače fit. Maribox ob drugi obletnici napovedal večje investicije. NK Duplek izgubil na domači zelenici. V Destrniku likovna kolonija. Lepo pozdravljeni. V ponedeljek so ptujski mestni svetniki in svetnice na seji potrdili višje cene oskrbe s pitno vodo, ki so med drugim tudi posledica pokrivanja izgub na omrežju. V povprečju bodo Ptujčani in Ptujčanke plačevali okrog 2 evra višje položnice za vodno oskrbo. Po redni majski seji so svetniki zasedali še na izredni seji oziroma nadaljevali prekinjeno sejo izpred meseca dni, ko so razglabljali o Ormoški cesti. Kot je po seji pojasnila ptujska županja, so dvigi cen, ki jih mora sprejemati mestni svet, vedno nehvaležno delo. Vsaki dvig cene je zelo nehvaležno dejanje, tudi mi se temu smo se želeli izogniti, ampak ne gre enostavno za podražitev, gre v prvi vrsti za investicijo, za to, da bomo namestili daljinske števce, ker po nekaterih informacijah, po nekaterih podatkih kaže, da imamo izgubo vode tudi tja do 40%, kar je seveda nedopustno. Tudi zato so se v Komunali Ptuj odločili, da gredo v nadgradnjo sistema, da zamenjajo števce in bodo tako lahko sproti odčitavali količino vode, posledično pa videli, kje je manko. Skladno z ugotovitvami bodo celostno pristopili k rekonstrukciji vodovoda. Vodovodne cevi so namreč v zelo slabem stanju, kar so ugotovili tudi ob urejanju mestne tržnice, ko se je pokazalo, da so luknje v ceveh velike za palec. Vsa ta izguba seveda tudi stane in če se potem to nekako na neki rok kompenzira, je potem teh 2 evra, koliko bi naj bilo povprečje na položnico, mogoče še tisti sprejemljiv znesek, ki ga pač lahko rečemo. Svetniki so na seji med drugim začeli postopke za prostorsko umestitev vodnega zadrževalnika na Rogoznici, s tem pa bodo mesto zaščitili pred posledicami obilnejših padavin in poplavljanja vodotokov. So pa po opravljeni redni majski seji svetniki nadaljevali s pred mesecem dni prekinjeno izredno sejo o Ormoški cesti. Tokrat so svetniki obnovo podprli, na Ministrstvo za infrastrukturo pa so medtem naslovili več dodatnih zahtev lokalnega prebivalstva in civilne iniciative. Svetniki so zahtevali, da ministrstvo na Ormoški cesti prepove mednarodni tovorni tranzitni promet in ga preusmeri na avtocesto. S 1. junijem naj bi se to deloma tudi uresničilo. Mi smo takrat z krajani dogovorili, da se gre na teren, da se na licu mesta pogleda, kaj se dejansko na terenu dogaja. Na podlagi tega se bo pripravil nov projekt in jaz res upam, da v naslednjem letu več, da bomo dali to vse iz mize in da se več o tem ne bomo pogovarjali, ampak da bomo resnično pristopili k izvedbi. Letos pa mislim, da žal smo zamudili roke, da bi sama izvedba, začetek del bil letos, pa mislim, da ne. Mestni svetniki so tako podprli sklep o rekonstrukciji Ormoške ceste, vendar so pristojne na občini zadolžili, da skupaj z državo nadaljujejo z aktivnostmi za umeščanje in izgradnjo južne obvoznice, medtem ko gradnja obvoznice po severni strani Ptujskega jezera, ki bi potekala preko Puhovega mostu, za mesto, po mnenju svetnikov, ni sprejemljiva. Mariborsko pogrebno podjetje obeležuje 150 let svojega delovanja. Častitljivo obletnico kar 140 let pa ima tudi pokopališče Pobrežje. Tako podjetje kot tudi pokopališče sta že zdavnaj prerasla okvirja prostora pokopov in spomina na umrle, ampak dobivata tudi kulturno in turistično dimenzijo. O tem pričajo tudi nagrade, ki jih podjetje dobiva. Pokopališče Pobrežje je svojo umeščenostjo v prostor in dejavnostmi, ki jih izvajajo tam, postalo zgodovinska priča mesta, ljudi, ki so tu živeli ali še živijo, kulture, arhitekture in raznih dejavnosti. In skozi to kulturno dediščino, ki izražajo pokopališča, gotovo prehajajo v neko novo dimenzijo in to je tudi ta dimenzija, turistična dimenzija. In nagrado, ki smo jo prejeli od Svetovne turistične organizacije za inovativni pristop v turizmu, gotovo kaže na to, da je prav in pomembno, da pokopališče razvijamo v smislu kulturne dediščine in ne nazadnje tudi turistične zanimivosti posameznega mesta. V pogrebnem podjetju si želijo, da pokopališče ostaja park spominov, zato ga tudi urejajo. Zato investirajo v tlakovane poti, klopi in fontane. So pa že začeli postopke za izgradnjo poslovilne dvorane, za katero želijo, da ima še širšo vlogo.
Tudi ta poslovilna dvorana, ki je namenjena v prvi vrsti seveda slovesu od pokojnih, bo imela neke svoje prostore ali pa nek prostor, ki bo večnamenski prostor, tudi prostor za podobne prireditve, prostor za razstave, prostor za koncerte. Pogrebno podjetje je skupaj s pokopališčem Pobrežje in drugimi pokopališči, ki jih upravlja, po mnenju podžupana, izjemno pomembno za samo mesto Maribor. Mislim, da smo lahko ob tej obletnici danes zelo ponosni, da imamo takšno pogrebno podjetje in tudi tako lepo urejeno pokopališče, kot je Pobrežje, pa tudi Dobrava. Lahko smo ponosni na dobro upravljeno podjetje in tudi na ta dogodek, ki ga danes pogrebno podjetje pripravilo, tako da lahko vsem skupaj zaposlenim na pogrebnem podjetju in tudi direktorici samo čestitamo. Na pokopališču Pobrežje so ob visokem jubileju pripravili tudi svečano prireditev. Udeležili so se je veleposlaniki držav, katerih vojaki so pokopani prav na tem pokopališču. Mariborsko pogrebno podjetje je namreč že pred leti s projektom Vojna grobišča postavilo spomenik miru, ki je posvečen miru in zgodovini, razbremenjeni od političnih in drugih ideologij. Torej gre resnično za pokopališče, ki združuje spomine na vojne grozote in takrat se lahko zamisliš, ko si še živ, je potrebno misliti na solidarnost, na prijateljstvo, kajti vojne ne prizanašajo in tako lahko danes se spominjamo tistih, ki niso našli svojega poslednjega mesta v njihovih državah, ampak tu v Mariboru. Ta spomenik tu ni zgolj za spomin, ampak tudi opomin. To je spomin seveda in tudi opomin vsem, kako je potrebno živeti, kako besede lahko tudi ubijajo in kaj prinašajo vojne. Ob vseh dejavnostih, ki jih izvaja, pa pogrebno podjetje Maribor niza tudi uspehe. Letos ponovno kandidira za predsedovanje v Združenju evropsko pomembnih pokopališč. Pohvalijo pa se lahko tudi z nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti. Bolnišnična šola, osnovna šola Bojana Iliha, je za hospitalizirane otroke klinike za pediatrijo UKC Maribor organizirala prav poseben športni dan, Postani telesno in drugače fit. Medse so povabili smučarja krosista Filipa Flisarja. Poglejmo. Tudi bolnišnična šola ima svoj učni program, kamor 3-krat letno spadajo tudi športni dnevi. Tokratni športni dan so popestrili z obiskom mariborskega smučarskega krosista Filipa Flisarja, ki je z učenci delil svoje izkušnje in prigode iz športnega življenja, pa tudi privatnega. Vsako leto običajno odpeljemo malo te naše paciente ven na zrak v kakšno studio, da malo potelovadimo, pač za zdravo telo. Letos se je to izkazalo, da to ni mogoče in smo rekli, bomo pa potem pač pripeljali mojstre sem v bolnišnico. Tako imamo zadnji del športnega dne, potem še aktivno vadbo z vrhunsko pilates mojstrico Petro Kmetec v telovadnici na oddelku za psihiatrijo za odrasle. Ker smo pa rekli, da moramo ta čas, ko nekam peljemo otroke ven, pa nazaj noter zapolniti, smo se pa spomnili še na našega vrhunskega smučarja Filipa Flisarja, idejo dala naša vodja bolnišnične šole in smo pač ga povabili. Rad se odzval, vesel, da je prišel, tudi naši mladostniki, ki se zdravijo v bolnišnici, ga poznajo in so tudi bili navdušeni, da pride. Učitelji se v bolnišničnih šolah še izdatneje potrudijo, da so učenci polno zaposleni, sploh tisti, ki so v bolnišnici dalj časa. Naredili smo to v bistvu kot športni dan, s katerim popestrimo mladostnikom, našim pacientom vsak dan. S tem gre za popestritev, gre za določene cilje, seznanjamo in osveščamo, da je pač vadba za telo pomembna, za duha pomembna in da lažje preživijo zidove bolnišnice. Kako pa se zavzemajo za to, da otroci na pediatriji ostanejo fit? Gledamo za vsakega pacienta posebej, za njegovo psihofizično stanje in preko delavnic, ki jih imamo na oddelku, tudi otroke peljemo v telovadnico, kjer smo tudi med tednom kar dostikrat športno aktivni. Do 2-krat gre za našim učiteljem, gredo otroci in mladostniki v telovadnico, 1-krat oziroma 2-krat na teden, pa tudi s sestrami. Tako da si zelo zavzemamo, da ostanemo športno fit.
Filip Flisar je otrokom narisal nasmeh na obraz, zakaj pa so se odločili, da pripeljejo ravno njega? Tak nekako se mi je zdel, da je zelo pozitiven, zelo srčen in da bo z vsem tem svojim in športnim duhom in pa vsemi lastnostmi znal zelo popestriti naš športni dan in nenazadnje tudi polepšati dan vsem našim otrokom in mladostnikom, ki so pač zaradi takšnih ali drugačnih težav danes tukaj z nami. Filip se je na vabilo seveda rade volje odzval, ni pa samo on otrokom polepšal dne, tudi oni so ga njemu. Meni se zdi super, moramo vedeti, da tukaj je dosti otrok, ki so tukaj tudi na en daljši rok in moramo vedeti, da jim ni prav lahko. Tako da je fajn, da za njih tudi poskrbijo, v prvi vrsti, da imajo šolo, pol pa da še koga pripeljejo, tako kot sem jaz danes prišel, da se z njimi malo podružimo, da kaj rečemo, ker se prav vidi, kak jim to vlije neko upanje, neko motivacijo za naprej in kaj naj rečem, z največjim veseljem se udeležim kakšne take zadeve, zaradi tega, ker pač res to, ko vidiš pol v očeh teh otrok, je neprecenljivo. Današnji otroci so nekoliko drugačni, živijo namreč v dobi moderne tehnologije, ki jih včasih zvabi za štiri stene, tako pa se otroci nagibajo dovolj in prav je, da jih spodbujamo k športnemu udejstvovanju, meni tudi Filip. Danes otroci več niso toliko zunaj, kot so bili včasih in prav zaradi tega je šport še zdaj bolj pomemben, da dobijo otroci nekaj od športa v fizičnem smislu, se pravi naredijo nekaj za samo zdravje, predvsem pa dobijo tudi neko samodisciplinarsko šport, se naučijo nekih manir, nekega spoštovanja, neke etike in pač zaradi tega je to bolj nujen dan danes. So se pa otroci po daljšem pogovoru s Filipom Flisarjem in obveznih selfijih ter podpisih odpravili še na tisti ta pravi športni dan v telovadnico psihiatrije, kjer so z vaditeljico izvajali pilates. Maribox, ki letos praznuje svojo drugo obletnico, poleg kinematografije razvija še druge dejavnosti. Družba Projektor, ki upravlja to blagovno znamko, pa skupaj z družbo KD Group, ki je lastnik objekta Maribox in zemljišč v neposredni bližini, načrtujeta tako vsebinsko kot prostorsko širitev ne samo v pritličju objekta, ampak tudi na sosednja zemljišča. Maribox od leta 2017, ko so začeli novo kinematografsko pot, to pot počasi in vztrajno razvija in nenazadnje tudi širi. Družba KD Group, ki je lastnik objekta, pa ima ob drugi obletnici Mariboxa velike načrte. Sprva vsebinsko obogatiti pritličje z razno gostinsko ponudbo, ki bi dopolnjevala osnovno kinematografsko iz prvega nadstropja. Gre za objekt, kjer je kinematografska dejavnost nosilna dejavnost, dejavnost, ki pomeni atrakcijo, ki pomeni privlačnost za obiskovalce, ki pomeni garancijo, da bo v ta objekt prišlo tekom leta toliko in toliko obiskovalcev. Od teh obiskovalcev ne živi zgolj kino, živijo tudi spremljajoče dejavnosti, v tem primeru gostinske dejavnosti. In brez kinematografske dejavnosti pri taki zasnovi objekta, kot je ta, težko živijo tudi ostale dejavnosti. Sam objekt pa težko živi, če ne živijo gostinske, se pravi spremljevalne dejavnosti in kino dejavnost. V tem trenutku imamo zelo dobro razvito kinematografsko dejavnost, imamo uspešen prikazovalca filmov, manj pa je razvita spremljajoča ponudba in fokus v tem trenutku je na zapolnitvi teh spremljevalnih gostinskih in ostalih dejavnosti. Prav tako posodabljajo tudi kinematografske dvorane. Njihov cilj pa je obnoviti tudi teraso in južno fasado, pri kateri so zaradi velikih oglaševalskih panojev razburili mnoge Mariborčane in strokovno javnost. Maribox je del Maribora in seveda poslušamo, kaj mesto misli, poslušamo, kakšno je mnenje javnosti. Odzivi na reklamni pano na najdaljšem delu fasade so bili negativni. Mi smo vzeli na znanje, smo se pripravili in te zadeve sanirali, odstranili, tako da v prihodnje verjamemo, da bo, seveda, vedno bo določen del namenjen tudi reklamnim površinam, vendar ne verjamem, da v takem obsegu, kot je bilo v preteklosti, na tak način. Ne verjamemo, da dejansko je kazilo nek zunanji izgled in to smo zdaj posanirali. Radi bi uredili tudi območje okrog zgradbe. Gre za del obrežja Drave vse od mostu do zaključka Mariboxa ob festivalni dvorani, kjer ima družba KD Group v lasti zemljišča. Stekli so postopki spremembe prostorskih aktov, na podlagi katerih bi se lahko začel
razvoj obstoječe lokacije. Sodelujemo v tem trenutku z vsemi deležniki. Povabili smo tudi na pobudo mestne občine Maribor, Društvo arhitektov Maribor, ki sodelujejo v kratkem času, mislim, da v roku tedna dni, 10 dni, bo v medijih objavljen razpis glede umestitve bodočih objektov v sam prostor. Tako da verjamemo, da si Maribor zasluži ureditev tudi tega dela nabrežja Drave. Gre za vedno so obrežja ob rekah v mestih elitne lokacije, ki si zaslužijo svoj status. Z osnovno dejavnostjo kinematografijo je Maribox sicer v 2 letih pridobil vse več obiskovalcev. V zadnjem času so se zaradi izgube kina Udarnik v mestu posvetili tudi vsebinski nadgradnji kino ponudbe z umetniškimi art filmi. Takoj smo prepoznali tudi potencial v neodvisnem ali pa umetniškem filmu in začeli z predvajanjem art kino programa. Ta filmski del smo videli, da tudi manjka v Mariboru in zato smo tudi okrepili sodelovanje z Ljubljanskim filmskim festivalom, z LIF-om in v bistvu od samega začetka predvajamo del LIF festivala tudi v Mariboru. Potem smo začeli razmišljati skupaj z partnerji o letnem kinu na eni drugi lokaciji, ker smo želeli tudi preveriti potencial art kina ne samo v Mariboxu, ampak tudi na drugih lokacijah in to se je izkazalo kot zelo dobra poteza. Svoje kinodvorane pa bi radi vse bolj izkoristili tudi za razne simpozije in seminarje, torej za konferenčno dejavnost, saj so v dopoldanskem času prazne. Načrtom primerno jih tudi že opremljajo s potrebnimi tehničnimi sredstvi. Nogometni klub Rače je ta vikend gostoval v Dupleku pri nogometnem klubu Duplek in tega premagal z rezultatom 2:1. Tekma sicer ni bila odločujoča za mesto v ligi, a so jo vseeno vzeli še kako resno. Nogometaši nogometnega kluba Duplek so bili ob koncu tekme, ki so jo v boju z nogometnim klubom Rače izgubili, vidno utrujeni. V polčasu je bila 1:1, potem pa so nogometaši iz Rač dodali še zmagoviti gol. Kapetan nogometnega kluba Duplek, Simon Krepek, je bil ob koncu tekme kar malo razočaran, čeprav mu je bila sama tekma, kot je sam rekel, super. Prvi polčas nismo izkoristili svojih priložnosti, kar smo jih imeli, drugi polčas so pa pač gosti po srečnem centru, so dali pol gol in po golu pa več nismo mogli mi sestaviti ekipe. Enostavno ni bilo več energije ali kako? Ni bilo energije, nismo se mogli sestaviti, nažalost, tako je nogomet. Minula tekma je bila sicer tekmovalna, ni bilo več tistega tekmovalnega naboja, ki prinaša adrenalin. Obe ekipi sta namreč ostali v ligi ne glede na rezultat. Trener nogometnega kluba Duplek pravi, da je imel nasprotnik kar malo več sreče. Ta tekma je bila sicer tekmovalna, ampak sam rezultat ni odločal več o tem. Ostali smo v ligi eni in drugi, je pa bil problem z igralci, ki niso imeli pravice nastopiti zaradi kartonov, pa pozna se že tudi utrujenost. Ekipa je malo starejša in vsaka tekma prinaša večjo utrujenost. Na drugi strani pa trener tokratnih zmagovalcev pravi, da niso zmagali, ker bi imeli več sreče, ampak zasluženo zaradi boljše igre. Pred tekmo samo smo se že dogovorili, kako bomo delovali v sami tekmi. To smo sicer tam v 44 minuti, ko smo prejeli zadetek na 1:1, nam je šlo malo izpod kontrole, ampak v nadaljevanju v slačilnici smo se dogovorili, kako bomo delovali isto kot v samem štartu tekme. Se pravi, na nek način ste imeli v slačilnici bojni posvet, kako naprej spodbujanje? Tako, ja. Fante sem malo zmotiviral. Čakali smo to priložnost, nasprotnikom smo dali samo navidezno inicijativo na njihovi polovici, odnosno 40 metrov od gola. In oni so mislili s tem, da so boljši, ne? Ampak v zadnjo tretjino jih nismo spustili. Ne? Da so v drugem polčasu spremenili strategijo igre, je bilo po mnenju Lasiča koristno. Malce smo spremenili, ja, novi igralci noter prišli sveži in se malo spremenilo vse skupaj. Tako da na koncu na srečo naš prid. Zdaj je pred obema ekipama še po ena tekma za točke, sledijo še prijateljske tekme, nato pa težko pričakovane počitnice.
V Volkmerjevem domu kulture v Destrniku je na ogled razstava likovnih del, ki so jih večinoma ustvarili umetniki že 40. likovne kolonije. Osnovna šola Destrnik, ki kolonije organizira že 40 let, z njimi skrbi za kulturno in medgeneracijsko povezanost umetnikov, učencev in celotnega kraja. Pričujoča razstava likovnih del v Volkmerjevem domu kulture v Destrniku prikazuje likovna dela, ki so jih ustvarili sodelujoči umetniki. Hkrati pa tudi, da je likovna kolonija ponovno uspela. Moram reči, da je ta razstava pomembna toliko bolj, ker pač nekje za to likovno kolonijo povezujemo tako, recimo, bi rekli, medkulturno ali medgeneracijsko dejavnost, ker je organizator šola. V šoli pridejo, ti likovniki pridejo v šolo ustvarjati, ali pravzaprav se zbiramo v šolo, šola prevzame tudi organizacijo, se srečajo z otroki, občasno tudi vključimo otroke in potem, če že drugo ne pogledajo, potem to, kar nastane. Dolgoletna tradicija likovnih kolonij se je v času razvijala in poglabljala vse od njenih začetkov do danes. Zdaj pomembno je zaradi tega, ker je pravzaprav nastalo to že recimo 1976 na pobudo učitelja likovne umetnosti Emila Štumbergerja, ki je bil pod mentorstvom Golja, se pravi profesorja Golja, ki sta pravzaprav je takrat nastala ena skupina, samo nekaj ljudi, ki so za to začeli peljati naprej. Pozneje je pravzaprav ta zadeva sovpadala z občinskim praznikom, ali krajevno skupnostjo, ali pozneje z občino. In je pravzaprav to kraj izkoristno, bi rekli, neko druženje in pa bi rekli, ohranjanje kulturne dediščine skozi to dejavnost. V Destrniku ohranjajo tudi kulturno dediščino, saj se umetniki, ki sodelujejo na koloniji, največkrat odločajo za motive iz vsakdanjega življenja, pokrajine in kraja. Letos pa so ob razstavi objavili tudi publikacijo, v kateri so zbrana dela, ki so jih ti umetniki darovali šoli. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Mariboru bo za vikend pestro. Športno dogajanje v okviru športnega vikenda se lahko odpravite na Pohorje, pa tudi denimo v športno letališče v Skokah. Več o programu pa Iztok Kvas, podpredsednik Športne zveze Maribor. Ob klasičnih, če jih smem tako imenovati, velikih lokacijah, kot je Mariborsko Pohorje, Čolnan, športno letališče Skoke, se nam pridružujejo tudi letos Sončni gajem v Malečniku in nekatere večje prireditve, kot je Brave Run tek, državno prvenstvo v kolesarstvu Pumpe Slovenije tukaj pod Pohorjem in humanitarna akcija Nemogoče samo beseda, ki se bo odvijala, ta športni del se bo odvijal na Piramidi in Mestnem parku. Izpostavili bi radi pohod, olimpijski pohod, katerega bomo organizirali v soboto ob 10. uri in skušali privabiti čim več Mariborčanov, da se nam pridružijo in skupaj z našimi nekaterimi znanimi športniki peš odidejo na Pohorje. Prvih 500 bomo tudi nagradili z darilnim bonom. Edina naloga bo, da bodo udeleženci zbrali 5 žigov na označenih mestih do vrha Pohorja. Verjamem, da bomo stimulirali ljudi, da se čim več športno udeležujejo in čim manj izletniško, bomo pa seveda veseli vsakega obiskovalca. Jutri bo na Trgu Svobode dišalo po palačinkah. Med 10. in 16. uro se boste lahko sladkali z njimi, pekli pa jih bodo člani Rotary kluba Maribor na 5. dobrodelnem festivalu palačink. Za sladkosnede pa v hotelu Tisa pripravljajo že 3. festival pohorske omlete s pričetkom ob 11. Tudi v Vuzinici pripravljajo športno popoldne, dan mladosti, športni dan za vse generacije s pričetkom ob 15. Na Ptuju pa jutri pripravljajo premiero slovenskega filma Tinčka in Vanuše, kozolci na slovenskem, podobe sedanjosti ob 17. v dvorani osnovne šole Olge Meglič Ptuj. Društvo Upornik pa jutri pripravlja koncert z ženskim pevskim zborom Kombinat ob 19. v mariborski dvorani Union. V nedeljo lahko znova preživite športno. V Hočah pripravljajo 3. tek pod Pohorjem s startom ob 9:30 v Hočah pri večnamenski športni dvorani. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep športno obarvan vikend in nasvidenje.